in se mi zdi, da bi tem primeru morala obtožiti. In se človeka, da nekoč bo obtožila. Jaz sem samo preiskovala in skušala razkriti in preiskati, koliko sem zmogla v teh 3 letih, oziroma 4 ali 6. Verjamem, da bom še naprej raziskala, tako da bom imela še več podatkov, ki bi morda pomagali te državi, da bi sklenila, da bi naredila epilog tej res ne tragični v smislu današnje tragedije, ampak v smislu mitološke tragedije tej zgodbe. Toni Marjak je bil velik človek, izjemen pilot, vojakov najboljši oziral. Toni je verjel v pravico slovenskega naroda, pravico do neodvisne samostojne države. Usodne mesece pred ognjem odcepitve je pričel z nalogami tajnika sodelavca teritorialne obrambe, s polno odgovornostjo, da stegnil. Toni je bil že kar nezemski mož in oče, prijatelj, sorodnik, sodelavec. V skritem povelju takole pišeš. Dlje, ko sem razmišljala o njem, bolj me je priganjala misel, da je bil to. Mene je po tolikih letih težko v teh stvarih govoriti, da sem rekla, radi takoj prihvatila, ja, res tak je bil, lahko mirno in spolno zavestno, da je bilo res tako, zato ker vsa leta, kar sva živela skupaj, bo je bila ta Slovenija in to njegovo domoljubje, vsak dan mu je prišlo to besede in misli in bolj kreon o tem, pa ne samo govoril, ampak tudi dejansko tako mislil, sem jaz vedno govorila, pa se brez veze, pa se vse eno, pa se ni vse eno. Tukaj med nami je tudi mehanik Trudna Sadlane, svakar predno smo prišli do Slovenije in da se je mu resničila njegova želja, da ko bojo otroci postali, da lahko hodili v slovensko šolo. Je tudi mehanik in celo življenje so ga klicali Janez in Slovenček in dostikrat je bilo, že toliko let nazaj, da ima pa ne preveč rad samo Slovenijo, da bi morali imeti pa rad Jugoslavijo, se je imel rad Jugoslavijo, rad je imel ljudi, ampak zato sem rekla, dragi, da ja, Slovenija mu je bila domovina, dom, nekaj neprecenljivega, ne znam povedati drugače, kako je bilo. Jaz dovolila mojo sestro, zato ker sem si že dovolila o tem pisati, če lahko. Mila, ti si mi rekla še nekaj, kar me je streslo. Rekla si, da je postavljal Slovenija prvo mesto. Jaz ta, odkar Tonija in Majo poznam, odkar sta postala par, sem vedno govorila, da verjamem v ljubezen, zato ker jo vidim, ki je živela tako močno med nami. Se pravi, ne tisto, ki sem srečala v knjigah in v filmih, ampak tisto, ki sem jo gledala v blizu med vami. Zdaj pa, da ta Slovenija še pred tem pa govori samo o tem, koliko ljubezni pa ne res imel. To je, ko so se začele te stvari, vse domače, mene je poskušal varovati pred raznimi temi stvarmi, ampak na en tak njemu svojski način nas je pa le nekako pripravljal na stvari, da se bojo neke stvari se dogajajo. In potem sem jaz v tistem, zdaj govorim kot žena, kako sva komunicirala kot mož in žena, in sem rekla,
Pa mi smo navadni ljudje, kaj bi nas je pa vse posod treba biti, pa ne vem kaj, pa se ni. To je stvar drugih, a ne? Pa to mi je pa rekel, in tega ne bom pozabila, je rekel, enkrat pa pride v življenju tisti dan, ko se pa mora človek odločiti med dvema stvarima, ki mu veliko pomenijo. In poleg tega, da sem jaz enkrat nekaj obljubil, da bom branil domovino, pa če se zdaj ta domovina manjša ali pa širi, ampak to je to in potem je to moja naloga in nikoli več ne bomo v tem govorila, rekel. In jaz tudi res nisem govorila, nisem ga spraševala nič, nisem govorila, videla sem, da so sicer prihajali nekaj ljudje v nam, da je to nekdo bolj molčeče, da mi nekatere stvari ni povedal, tudi jih je ponovadi povedal in sem vedela, da se nekaj dogaja, ampak zato pravim, da res je domovina veliko pomenila in zaradi tega so se stvari potem, je bila moja dolžnost, da to stvar nekako, ne vem, se razčisti, kako mi je to uspelo, ne vem, kako je ta pot bila dolga veste in skrije, ampak tako je bilo. No, vsekakor je bil potreben en velik trnava pot, ampak brez poguma in ustrajanja verjetno se drugače zadeve razplete, tudi verjetno knjige ne bi bilo. Tukaj je knjiga, in zdaj bom prebral še eno dromek. Vsega orožja, vse helikopterje Jugoslavijske armade, ne glede na njihov položaj, oziroma, ko je Krkov predal namig za sestavitev helikopterjev na Ljubljano, iz tega povelja izločiti, vendar se je odločil drugače. Povelja pa sploh ne bi smel podpisati. Nekako ne bi smela podpisati, ampak je bilo vrhovni povelji, je bilo predsedstvo Republike Slovenije, ki je sicer, da to bomo rekel, gospod Kučan, mogoče daje v kakšnem odgovoru, novinarjem znal povedati. Moram na tem mestu povedati, da sem nekajkrat prosila gospoda Kučana in mu pisala, vendar sem bil odzval, se pa vesela, da je danes prišel sem in mogoče je tako še bolje, da lahko povem, da nisem dobila nekakšnih navigov od nekih drugih stricev. Ja, to je bistveno, ne? Tako da, jaz sem hotela gospoda Kučana vprašati ravno to, ker govorila so namreč z večjim delom predsedstva takratne Republike Slovenije, z gospodom Klecnom, gospodom Struhtom in z gospodom Cirinom Zlovcem. Torej, večina predsedstva je nekako se zavedala, da niso imeli popolnih informacij. In pa, da so bila sporočila za javnost nekako drugačna od tistega, kar je predsedstvo sklenilo in odgovorilo na svoje seje. Zdaj se mogoče reče, da malce dana, ti prosim, če mi popraviš kot novina, da sem preveč dobro povedati, pa da nisem dovolj jasna. Ne, je že v redu. Informacij je seveda v knjigi veliko, nikoli preveč, bi rekel, nekaj je tiste ključnih momentov, vzoril bi pa na eno stvar, kako je draga avtorica knjige znala z neko kirurško natančnostjo, neko navadno sporočilo za javnost, bi rekel, razčleniti, nekako analizirati z neko preciznostjo, ki jo zmore nekdo, ki je res povsem noter in ki ima smisel in talent za pisanje in nos za preiskovanje. Mislim, da je ta knjiga praktično unikatna zadeva v slovenskem prostoru, ki tako dobro povezuje literarno vrednost in pa preiskovalno delo. To je res stvar, ki jo v slovenskem prostoru nismo doslej poznali. No, da nadaljujemo še eno stvar, še tak zelo zanimiv moment, ki tukaj izpostavljaš, tukaj mi je kolegica Tjaša
upozorila na še eno dvomo, namreč takole je Republike Slovenije ali slovenske skupščine, kar so mi obočite. V danem trenutku ni nikogar ogrožal in nikogar streljal, saj ni bil niti mogel biti oborožen. Prvi 14. leta 2000 javno izjavil, pazite se, Andrej Lovšin, znani polemiki s Kacino. Torej, šef vojaško-obveščevalne službe Andrej Lovšin. Ja, po 9 letih, čeprav je bilo že takrat, ko iz prevedljivih podatkov veste, je to seveda že takrat, ko je tudi prišel na mesto sestreljitve. Ja, gazelo so se streljili, kot so piloti izračunali na 1420 do 1400 metri od mesta, od TR3, odkode so streljali pripadniki 30. razvojne skupine, kasneje to je povedal Tom Vrtovič, kasneje je to poimenovane Moris. Ja, kako več? Sestrelitev je dobesedno. Jaz sem hodila gor in dol, se vozila gor in dol po Tismetovcah, gledala, govorila z ljudmi, očividci, iskala očividce in tako naprej navajala v knjigi. In pravzaprav, čeprav smo vedeli, da se na ta način, ampak se pa spomnil nekaj momenta, ko mi je pa šlo pravzaprav natančno to. To je točno tako, kot se človeka razstavljeni. Da to ni preletal stav republiških organov, čeprav je bilo razporočilo za javnost, ki so ga 28.6. zjutraj objavili v Sloveniji in so ga tudi, kot se spomnim, zelo natančno objavljali. Bila se ne spomnim, zato ker je posebno stanje. No, in že takrat nam je pravzaprav prišlo na misel, da je to nemogoče, da bi to prevedalo skupščino in konferencistov. Zdaj sem dobila potrditev, zato ker sem odkrila resnega dotvoril dokument na uradu predsednika Republike. In kot vem, je takih dokumentov več. Namreč sporočila za javnost se v zelo pomembnih detaljih razlikujejo od tistih navodil, ki jih je predsedstvo dalo republiški koordinacijski skupini. Sicer sta takrat je vodil to telo Igor Bavčar, njemu premjeni Ljubljel Janša. To telo je bilo ustanovljeno za primer izrečnih razmer, ki so se potem dejansko prenesli skupine in vojnih razmer. Ona sicer je naravno odklicana, vendar je predsedstvo takrat zelo gosto in veliko se snagovalo, posebej tiste prve dni. In v Virik 19, tudi avtor je, ko se pravi za zbor dokumentih in komentarjev, kot je Boža Kveta, sem jaz prebrala nek zapisnik seje, 45. seje, razširjene seje predsedstva Republike Slovenije, kjer tega podatka, da bi to ni prevedinsko predlagaval sedeže republiških organov. No in zato sem se napotila na urad Republike Slovenije in prosila za ta dokument, ki je imel najprej stopnjo tajnosti, vendar so mi potem kasneje vseeno dovolili, da sem pogledala. In takrat sem ugotovila, da ko sem šla, sem rekla, da obstajata dva dokumenta, ki sta identična. Eno je zapisnik seje, drugo je pa sporočilo za javnost. Na kar sem seveda
zaprosila, da mi pošljajo oba dokumenta in sem ugotovila, da se sporočila za javnost v nekem pomembnem detalju in to je sicer v tem, da je Toni Premetanov stavbo republiških organov razlikuje od tistega, kar je ugotovilo predsedstvo, na katero sta bila tudi gospod Bavčar in Janša. Meni je zelo žal, tukaj se pravičujem tudi gospodu Kučanu, ampak in vsem predsedstvu Republike Slovenije tedanjemu, ampak mislim, da so vas zelo močno zavajali. Da so vodje republiške koordinacijske skupine zelo močno zavajali tedanje predsedstvo Republike Slovenije, prebivalce Republike Slovenije, ki se pravi nas vse. Ne samo v tem primeru, ampak v mnogih drugih, ker jaz sem zelo natančno raziskovala teorije. Torej, zgodovina se je potvarjala, se je retuširala, se še vedno skriva. Z nami je tudi profesor dr. Božo Repe. Prebral bom kratek odlomek iz knjige. Zmeri manj upanja imam, da bi bila tega sposobna narediti v dobrem času. In draga Potočnak je to nalogo postavila pred nas. Jaz sem bil tukaj nekako predstavljen kot nekakšno že v uvodu, v svojem uvodu knjigi avtorica na nekaj vrstu pravi. In v tem stavku se mi zdi skoncentrirano marsikaj vse tisto, kar je v tem fantastičnem delu naredila. V imenu ljubega miru je Slovenija že ob ustanovitvi sledila kompromis s svojo preteklostjo in prihodnostjo ter od takrat dovoljevala, da se stvari pri nas dogajajo mimo resnice in mimo prava. In podobno na strani 17 bi prebral tale odlomek. A celo tisti državljani, ki osamosvojiteljem ne zaupajo več, še naprej delajo razločen njihovo vlogo v osamosvojitvenem procesu, posebej med tako imenovano zemljeno vojno in njihovim poznejšim političnim udejstvovanjem. Toda razločka ni. Če vzamemo kot drobnogled njihove besede in dejanja od nastanka slovenske države do danes, ugotovimo, da je bilo njihovo delovanje ves čas enako. V začetkih še nenapovedano in zakrito se kmalu radikalizira in sistematizira. V resnici gre za srhljivo premočrtnost, ki je ves čas usmerjena enemu cilju, oblasti za vsako ceno, tudi za ceno življenja drugega.